Dobro jutro vsem skupaj. Ja, sonce je, lepo je, ni vlažno in jaz sem se odločila, da grem še po nekaj pljučnika. Letos smo ga porabili vse, kar smo imeli, ker je pač bil ta napad kašlja, se mi zdi, da kar naprej. In pljučnik je ena tista rastlina, ki nam je v tej zimi oziroma pomladi nekako najbolj pomagala. Poleg pljučnika pa seveda se nabirajo še druge rastline in danes vam bom pokazala nekaj takih, ki se nabirajo in nekaj takih, ki jih ne nabiramo. Tako da kar poglejmo. Evo, tole je tista moja košara pljučnika, katero rabimo, ne? No, tole zraven. Mislim, da tole rastlino kar vsi bolj kot ne hitro prepoznate. Vidite jo takole v gozdovih, tudi v vlažnih gozdovih, zelo rada raste, takole ima rumen cvet. In pa prepoznali jo boste seveda po tem listu, po tem takole razvrščenih listih. In tole je deveterolista konopnica. To je zelo užitna rastlina. Sicer jaz je ne priporočam, da jo sušite ali pa uporabljate kakorkoli za čaj. Najboljše pa je, da jo poberete, naberete. Lahko najdete mogoče tudi kakšno tako bolj mlado rastlino, naprimer tale, ki še nima tako razvitih cvetov, pa jo potem preprosto poberete in daste v solato. Ja, prav ste slišali. Te rastline niso zdaj samo tukaj za okras, pa mogoče za kakšno čebelico, čmrlja, ampak lahko te rastline preprosto uživate. No in to je tale deveterolista konopnica. No, tule zraven mene, evo jo, se bo izostrila, evo se je. No, to je pa spet konopnica, obe konopnice spadajo v družino križnic. No, to je pa brstična križnica. Vidite, ker ima takšne brstiče tlele okrog pri steblu in pa na vrhu, tale še sicer ne cveti, bo zacvetela, take bele cvetke bo naredila, podobno kot penuša. Travniška penuša, dlakava penuša ima take bele cvetke. Isto spet jo lepo poberete, daste v kakšne solate, namaze, v kakšno zeliščno maslo naprimer naredite. Cvetove lahko preprosto uporabite kot okras. In vse te rastline, obe rastline so zelo bogate z vitamini, vsebujejo predvsem vitamin C, E, vitamin A, vsebujejo pa tudi minerale. Izredno veliko tegale imajo magnezija, kalcija, železa. Vse to, kar nekako človek zdaj spomladi potrebuje, zato da ga ne napada ta spomladanska utrujenost, kot temu rečemo. No, mislim, da o tejle rastlini smo že nekaj povedali, ampak nič hudega, če jo še vedno pokažemo. Tole je pa regačica. Ta regačica, zagotovo jo imate kje na kakšnem obrobju gozda, ali pa na določenih imajo tudi na kakšnem obrobju vrta in je izredno, imajo jo kot plevel, zato ker ima zelo močno razvejane korenine in se jo kar precej težko nekako rešiš, če jo imaš nekje v vrtu. Ampak je pa izredno bogata s svojimi hranili, predvsem magnezijem, vitaminom C, tako da le naberite jo čim bolj mlado. Tudi starejše liste lahko uživate, sicer potem malenkost pogrenijo, so malo trši, ampak nič hudega. Zelo dobra je v solatih, tudi v kakšne juhe jo lahko zakuhate. V glavnem, te rastline je dobro, da se pobirajo zdaj, pač ko so še mlade, ko še niso tako trde, prečvrste in da jih kar uživate čim bolj surove. No, tole zraven, pa tudi mislim, da že kar vsi bolj kot ne jo prepoznate, ampak ne vem, če glih veste, za katero rastlino gre. Tole je pa vraničnik. Sicer zelo ne tako poznana rastlina v ljudskem zdravilstvu, že malo pozabljena. In nekako v ljudskem zdravilstvu so jo uporabljali predvsem za zdravljenje oziroma za boljšo prekrvavitev vranice, za čiščenje vranice, za boljšo kri
in pa za ledvice in mehur. Ampak jaz nekako jo priporočam v nekih manjših količinah, ne pretiravati z njo. Lahko jo posušite, lahko si naredite tudi kakšno tinkturo iz nje, ampak potem jo le uporabljate v manjših količinah, krajši rok, ne predolgo. Samo mogoče takrat, kadar se pojavijo težave, ko težave izzvenijo, pa nekako ne potrebujemo več njenih pripravkov. Tako da tole je vraničnik. Ta rastlina je užitna. No, medtem ko tukaj zraven, tele listke tudi mislim, da že kar prepoznate. Tole, ne? Tile listi. Marsikdo jih tole mogoče zamenja za kakšno krešo ali pa karkoli. No ne, to je navadna lopatica in ta rastlina ni užitna. Tako da te rastline se izogibate. Kasneje bo zacvetela tako rumen cvet, bo naredila podobno kot nek, kot nek regrat, ampak samo okrog bo tako rumene listke naredila in te rastline nekako ne uživate, je pa seveda dobra za čebele. No in tudi tale rastlina je kar pogosta, a ne? Mislim, da jo tudi že prepoznate. Tole je pa podlesna vetrnica. Tudi precej lepa rastlina, zanimiva rastlina, ampak nažalost ni užitna, tako da jo le opazujte, ko greste na sprehod in si spočijete oči. Da vam pokažem še eno rastlino, ki se pa pogosto pojavlja med čemažem. No in to je tole. Tole je pa kačnik, to je tudi izredno strupena rastlina, tako da tele se le izogibajte. Problem pri tem kačniku je, kadar nabiramo čemaž in ga nabiramo kar tako, ne, v šopih. Čemaž res nabirate list po list, bodite prepričani, da je res pravi čemaž. Sicer kačnik ima takšne pikice gor in ga je kar težko zamenjati za čemaž. Določeni kačniki so pa tudi kar brez teh pikic in če nismo nekako pozorni, a ne, ker so takile manjši listki tudi, se lahko hitro znajde kje v naši košari. Tako da previdno pri nabiranju. No, mislim, da pljučnik pa tako že bolj kot ne vsi poznate. Izredno zdravilna rastlina za naša pljuča. Zelo dobro v bistvu nekako spodbuja izločanje sluzi iz pljuč. Kadar imamo primernje za suh kašelj, za suh kašelj, za moker kašelj. Če uporabljate za suh kašelj, potem ga namočite, da izloči to sluz, ki jo ima v sebi. Če pa ga uporabljate za moker kašelj, takrat pa lahko pripravite brez skrbi poparek in hitro pomiri dražeč kašelj. No, tlele je pa kopriva. Tele mlade koprive so me danes kar malo posale po rokah, ampak nič hudega. To pomeni, da jo nekako potrebujem, da mi primanjkuje železa in jo bom seveda nekaj si nabrala. Iz mladih kopriv je zelo odlična kakšna juha. Lahko si naredite tudi kakšen pesto iz koprive, si date zraven čemaž, pa malo koprive, pa si naredite, ampak seveda mlade koprive so najboljše kar surove. Sicer surove težko, ker vas bojo pekle, no, ampak da jo mogoče malo poparite, da izgubi tiste iglice, ki nas nekako popečejo po rokah. Tako da ja, gozd ponuja. Vi morate samo iti na sprehod, si pogledati, nabrati zdravje in boste dobro preskrbljeni za naslednjo zimo. Pa lep pozdrav!